Gospod Crnkovič v bistvu pravzaprav ni v domeni obrambnega ministrstva. To je njegov poslovni odnos, verjetno z Patrijo, kar pač ima kot posrednik. Zdaj, zanimivo me pa, mislim, v javnosti je nekaj špekulacij in se piše stalno v medijih, se našteva ta imena, ki so pač vodila ta posel, ki so bili direktori, oziroma ki so direktori ali pa so bili predsedniki komisij. Zdaj, kdo bi pravzaprav po vašem potem bil lahko sploh predmet korumpiranja, če tako rečem, iz strani teh finskih predstavnikov Patrije? Poglejte, jaz na to vprašanje ne vem odgovora. To bodo ugotovili preiskovalni organi, če sploh je kakšen odgovor v zvezi s tem. Kar se tiče Rotisa, bi pa rad pojasnil. Oni so pač zastopnik Patrije v Sloveniji. Oni so se prijavili na ta razpis in mi nismo imeli druge možnosti, kot da pač sklenemo pogodbo s tistim, ki je dal najboljšo ponudbo v razpisu. Ker tukaj se tudi pojavljajo določene manipulacije, zakaj nismo neposredno sklenili pogodbo s Patrijo. Zato, ker nam je Patrija govorila, da je pač zastopnik Patrije v Sloveniji Rotis. V Sloveniji, če želiš novega Mercedesa kupiti, moš pač preko mreže Autokomersa. Razen, če greš sam iskati v Nemčijo ali pa če kupiš rabljenega. Zato tudi te diskusije ne razumem. In ni res, da smo mi želeli, da mora Rotis biti. Če pogledate naš razpis, tam ni nič napisano o tem. In to ni bila naša želja. In moram reči, da sem pa vesel, da v okviru tega zastopstva, da sodeluje pri tem projektu Gorenje, kot eden najuspešnejših slovenskih koncernov, ki tekmuje na svetovnem trgu in očitno bo tudi uspešno izdelal te oklepnike. In moram reči, da sem zelo presenečen, ko berem v nekaterih medijih, da v Šoštanju se ne sestavljajo oklepniki, da tam se nič ne dogaja in ne vem kaj. Jaz moram reči, jaz sem bil tam dvakrat, bili so tudi nekateri novinarji, lahko mi verjamete, v letošnjem letu, če imam prav v spominu, bodo dobavljene 4 Patrije iz tovarne Šoštanj. V celotnem poslu bo pa 122 oklepnikov dobavljenih iz Gorenja, kar pomeni, da tudi tistih 225 milijonov evrov, ki bomo plačali za ta posel, ne bo šlo samo na Finskem, ampak dejansko bo velik del tega denarja ostalo v Gorenju, bojo zaslužili tisti delavci, ki tam delajo. Tako da okoli tega posla je veliko demagogije. Jaz si želim, da bo Slovenska vojska dobila dobro vozilo. Patrija je najboljše vozilo v tem razredu. Zelo pomembno mi pa je, da bo to vozilo zagotavljalo varnost naših vojakov in da bo zagotovilo tudi uresničevanje zavez, ki jih je ta država sprejela, ko je vstopila v NATO. In to zavezo je pa sprejela prejšnja vlada in prejšnji parlament. V dokumentu julija 2004, to se pravi v dolgoročni resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske, boste lahko videli, da je tam napisano, da bo Slovenija zagotovila toliko 8 kolesnikov. Tako da tukaj ne gre za neko bolezen ministra za obrambo, da ima rad vojaško opremo in ne vem kaj. Gre za izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih organizacij, katerih smo člani in s katerim se radi hvalimo. Mi recimo imamo bataljon EU, ki mora pač imeti ustrezno opremo. Smo člani NATO, zato ker smo ocenili, da to prinaša več varnosti. Slovenci so se odločili tako na referendumu in pač te obveznosti moramo uresničevati.